države in sprejetjem prve zdravstvene zakonodaje leta 1992 smo dobili tudi zakon o lekarniški dejavnosti in na osnovi tega je bila 11. novembra 1992 ustanovljena Lekarniška zbornica Slovenije. Organiziranost lekarništva pa sega kar dlje v zgodovino in sicer že leta 1963 so se prvič povezale lekarne v takratno skupnost lekarn Slovenije. Ko pogledamo nazaj v zgodovino, bi želela omeniti še en pomemben jubilej, namreč letos smo praznovali tudi 50 let izhajanja našega internega stanovskega glasila Lekarništvo. Vsako leto izidejo 4 številke, lekarništvo dobi vsaka slovenska lekarna, javna, bolnišnična, pa tudi vsi drugi, ki so z nami povezani, od zavarovalnic, ministrstva, skratka vsi deležniki v zdravstvu. Lekarništvo je pravzaprav še zmeraj pomembno za naše lekarne, ker preko njega seznanjamo člane in pri njem zaposlene osebe s pomembnimi mejniki razvoja, z zakonskimi spremembami, kako se mednarodno udejstvujemo, z delom v organih zbornice, predstavljamo tudi novosti v lekarniški mreži in seveda vse za stroko zanimive teme. Seveda je danes toliko dogodkov hiter in 4 številke na leto bi bile premalo za ažurno informiranje, ostaja pa lekarništvo nekak en trajen zapis pomembnih dogodkov za zgodovino. Če grem nazaj k Lekarniški zbornici, brez dvoma imamo v Sloveniji enega najbolje organiziranih lekarniških sistemov v Evropi. S sprejetjem novega zakona o zdravilih pa smo v ospredje postavili pacienta in sicer naše storitve, ki seveda vse še niso implementirane, pa upamo, da bodo, v skrbi za paciente in zakon je v ospredje postavil tudi strokovno neodvisnost farmacevtskih strokovnih delavcev, licence za magistre farmacije in pa merila za lekarniško mrežo. To je zelo pomembno, ker s temi merili, z lekarniško mrežo, mi zagotavljamo dostopnost do zdravil, do medicinskih pripomočkov in seveda tudi do drugih izdelkov, ki jih ljudje uporabljajo za varovanje zdravja, tudi v najmanjših krajih. Verjamem, da se boste mnogi med vami spomnili, kako smo lani ravno nekje v tem času branili lekarniški zakon in določila za mrežo in tudi z vašo pomočjo nam je to uspelo. Še nekaj o mreži. Leta 1992, ko smo ustanovili zbornico, smo imeli v Sloveniji 149 lekarn, danes jih imamo 347. Mislim, da je to kar lepa številka in pa 27 lekarn v 26 bolnišnicah. Vse delujejo v skladu z zakonom. In posamezna lekarna na primarnem nivoju danes oskrbuje nekaj čez 6000 pacientov. Naš zakon uporablja termin celostna farmacevtska obravnava. To je tisto, kot sem rekla, da se bistveno bolj posvečamo pacientom. Ta termin vključuje sodelovanje magistrov farmacije v zdravstvenem timu, pregled uporabe zdravil in farmakoterapijski pregled, potem pregled uporabe drugih izdelkov za varovanje zdravja in kako se to sklada z sočasno uporabo z zdravili, svetovanje pri samozdravljenju, strokovno podporo pri usklajevanju zdravljenja z zdravili, prvenstveno v bolnišnicah, sodelovanje tudi v kliničnih raziskavah ter spremljanje in poročanje o neželenih učinkih. Usklajevanje zdravljenja z zdravili izvajajo v bolnišnicah farmacevti specialisti. Ta storitev bo postala tudi enem bistvenih segmentov nove storitve, ki se uvaja s 1. januarjem 2023 in to je brezšivna skrb. Angleški izraz, morda ste slišali, je seamless care. V brezšivno skrb bodo vključeni pacienti, ki bodo odpuščeni iz bolnišnic, se pravi, tam jim bodo farmacevti izvedli usklajevanje zdravljenja zdravili, prejeli bodo tudi na novo uvedeno terapijo in pa osebno kartico zdravil. Osebna kartica zdravil je pomemben nosilni dokument brezšivne skrbi in pripomore k temu, da bo prehajanje pacientov med nivoji zdravstva, kar se tiče zdravljenja zdravili, bistveno bolj varno, kot je danes.
Na primarnem nivoju bomo to osebno kartico zdravil posodabljali in za letom 2024, tako je pač obljubljeno z splošnim dogovorom, uvedli tudi na primarnem nivoju storitev, za katero si že dolgo prizadevamo, to je pregled uporabe zdravil. Žal pač nič ne teče tako, kot bi si želeli in zdaj se ravno nekje zatika oziroma nismo čist seznanjeni, na kateri stopnji je potrebna digitalizacija osebne kartice zdravil. Namreč ta kartica se mora naložiti v CRPP, to je centralni register podatkov o pacientih, da do nje lahko dostopajo bolnišnični farmacevti, lekarniški in pa seveda tudi pacientov osebni zdravnik in vsi zdravniki specialisti. Šele tako imamo potem zares varen prehod pacienta. V lekarniški zbornici menimo, da bi morali imeti vsi kronični bolniki, zlasti ti s polifarmakoterapijo, se pravi ti, ki uporabljajo 5 in več zdravil sočasno, pravico do te storitve, do pregleda uporabe zdravil. S tem bi zagotovili boljšo varnost, učinkovitejše zdravljenje, boljše izide in ne nazadnje, prepričana sem, manj bi bilo tudi odpadnih zdravil. Imajo pa pacienti vseeno zdaj že nekaj let na razpolago storitev farmakoterapijski pregled. To je pa storitev, ki jo opravi specialist klinične farmacije v ambulanti v zdravstvenem domu po napotitvi osebnega zdravnika. Spiše priporočila, ki jih ta zdravnik potem pri svojem pacientu uveljavi v takšni meri, kot pač sam razume, da je za pacienta najboljše. Še eno stvar bi omenila in sicer v zadnjih 10 letih smo dobili tudi kodeks magistralnih zdravil. Magistralna zdravila so tista zdravila, ki jih na osnovi zdravniškega recepta lekarniški farmacevt izdela za točno določenega pacienta. Praviloma gre to za otroke, za kakšne težje bolnike, skratka za zdravljenje z zdravili, ki jih ni tovarniško izdelanih na trgu. Zato je dvig kakovosti izdelave teh zdravil tudi za varnost bolnikov izjemno pomembna. V lekarni se lahko pohvalimo tudi, da smo sproti nekako sledili in posodabljali informacijsko tehnologijo. Malo smo sami, bom rekla, napredni, malo pa nas v to silijo tudi okoliščine. Saj brez sodobne in dobro delujoče tehnologije ne bi mogli dostopati do online sistema zdravstvenega zavarovanja, do obnovljivih receptov, naročilnic. No in v lekarnah, verjetno poznate, se tudi opremljamo z robotiziranimi skladišči in v bolnišničnih lekarnah z robotiziranimi sistemi za pripravo zdravil. Zdaj na koncu še nekaj izzivov za prihodnost. Danes jim bomo rekli izzivi in ne težave. Na prvo mesto bi želela postaviti boljšo prepoznavnost lekarniške dejavnosti oziroma stroke. Nismo samoumevni, čeprav vse v lekarnah teče gladko, pacienti dobijo svoja zdravila, odlično sodelujemo z drugimi zdravstvenimi delavci, vendar se moramo za vse to zahvaliti dejansko požrtvovalnosti kadra. In s tem v zvezi seveda si tudi prizadevamo, da bi dobili sprejete normative v lekarniški dejavnosti, da bi imeli potrebnega kadra za vse to, kar znamo in kar zmoremo še veliko več, kot danes nudimo pacientom, da bi imeli potrebnega kadra dovolj. Prizadevali si bomo tudi za uveljavitev teh storitev za kronične bolnike, omenila sem že pregled uporabe zdravil, farmakoterapijski pregled, potem je pa tu še cela paleta storitev, ki jih izvajajo kolegi v drugih državah, recimo svetovanje pri uvajanju nove terapije, spremljanje bolnikov in podobno. V mnogih državah poznajo tudi že farmacevta predpisovalca, ampak pri nas je verjetno do tega še kar daleč. Tisto, kar bi pa lahko v zelo kratkem času vpeljali tudi v slovenskih lekarnah, pa je cepljenje. V 12 evropskih državah že izvajajo cepljenje magistri farmacije v lekarnah in tam se res lahko pohvalijo z bistveno višjo precepljenostjo proti sezonski gripi, kot je to pri nas. Ta projekt smo imeli pripravljen že v mandatu prejšnjega ministra.
pa se je nekako zataknilo, vam težko odgovorim točno zakaj. Zdaj smo pa predstavili sicer projekt državnemu sekretarju, ki je odgovoren za lekarniško dejavnost, to je magistru Ostrcu, ampak očitno nismo bili dovolj visoko na prioritetni listi, kar mi je iskreno žal, ker če povem samo podatek, v Angliji cepijo proti sezonski gripi že 11 let in precepljenost starejših od 65 let imajo 75%. Ne samo na račun dostopa v lekarnah. Ko se enkrat to začne izvajati v lekarnah, se poveča tudi število tistih, ki se cepijo pri svojem izbranem zdravniku oziroma na drugih cepilnih mestih, zato ker se preprosto izboljša osveščenost o pomenu cepljenja.